Resonance z bolečino podpirajo človeka. Ko se človek primerja z ostalimi živimi bitji, se ima za nekaj več, za nekaj bolj pomembnega, za najvišjo razvito živalsko vrsto in zaradi te svoje samopodobe se daje pravico, da izkorišča druga živa bitja, da uničuje ta planet, ropa naravne vire in pobija živali zaradi svojega lastnega užitka. Vendar pa je človek v resnici bitje na tem planetu, ki je na najnižji stopni zavedanja. Kajti vsa ostala živa bitja, vključno z živalmi in rastlinami, se zavedajo samega sebe in vloge v tem svetu in delujejo v harmoniji, torej v medsebojnem podpiranju. Človek pa deluje sebično iz lastnega interesa in ne gleda na dobrobit vseh živih bitij na tem planetu. Človeška vrsta praktično ni živo bitje v smislu fizičnega telesa, tako kot ostala živa bitja, kajti človek živi v ločenosti uma, pa je energetska tvorba. Kajti tisto, kar je življenje, je fizično, kar pa je iluzija, pa je energija, ki predstavlja oziroma umsko-zavestni sistem, v katerem trenutno prebiva človek. Človek torej za svojo energijo, za energijske užitke izkorišča svoje fizično telo, zato da bi čim bolj užival v teh energijah. To so energije misli, čustev in občutkov, ki človeka prevzamejo, zaslepijo in ga naredijo nezmožnega zavedanja realnosti v tem trenutku. Človek je torej kot nek parazit na človeškem fizičnem telesu, ki zatira fizično telo in vsa ostala živa bitja. In seveda, ker kot vampir srka energijo iz fizičnega, potem fizično tudi želi takega zajedalca čim prej izločiti. Fizično deluje v smislu resonanc, torej resonance so kot neka aktivna sila fizičnega, ki dela v smislu spodbujanja človeka, da se uskladi z principom enakovrednosti vseh živih bitij in da bi čim prej prenehal za svojim uničevalnim vedenjem do drugih živih bitij. Te resonance delujejo tako, da ko ima človek v umu škodljive uničevalne misli in čustva do drugih živih bitij, te resonance delujejo kot neka reakcija na te uničevalne misli. In ta reakcija se kaže v smislu bolezenskih simptomov, kot so razne alergije, izpuščaji, srbečice, vrtoglavice, slabosti, vročine in pa potem tudi skozi daljša leta gojenja teh vzorcev si razvijajo raki, tumorji, človek doživi kap ali kakšno nesrečo, tako da ga te resonance ustavijo na njegovi poti uničevanja vseh drugih živih bitij. Pri Destiny se skozi meddimenzijski portal lahko komunicira z temi resonancami. Vsak posameznik lahko v sklopu spletnega izobraževalnega programa Destiny iProcess neposredno komunicira z svojimi resonancami, tako da lahko vidi, kakšen je postal v resnici, da mu te resonance razkrijejo vse njegove skrite misli, ki jih človek potiska v svojo podzavest in nezavest in ki jih ne priznava, saj se navzven kaže kot dobra oseba, toda v resnici je poln uničevalnih miselnih vzorcev. Zato vabim vse, da se pridružijo spletnemu izobraževalnemu programu Destiny iProcess, ker posameznik dobi učinkovita orodja za analizo svojih mentalnih vzorcev, tako da ozavesti te svoje uničevalne misli in si jih uspešno odpusti. Torej, da vsak aktivno dela v smeri samopopravka, da se uskladi
z principom enakovrednosti vseh živih bitij, da prične delovati v smeri, ki je najboljša za vse. Marsikdo se seveda ne bo priključil temu izobraževanju in bo obral drugo pot, drugo smer samospoznavanja, ki pa bo seveda veliko bolj daljša in boleča. Destiny Eye Process predstavlja namreč najkrajšo in najmanj bolečo pot do odprave teh uničevalnih podzavestnih vzorcev. In tisti, ki ne izkoristi njegove prednosti, bo seveda te vzorce moral očistiti na veliko daljši in boleč način. Kajti resonance vsakega enakovredno podpirajo na tej poti samospoznavanja oziroma na tako imenovani poti razsvetljenja, doseganja spoznanja, kakšna je realnost in kakšen človek v resnici v primerjavi z vsemi sestavnimi delci stvarstva, kako njegova dejanja vplivajo na celoto, kajti vsak od nas se v vsakem trenutku odloči za določene stvari in te odločitve so lahko take, da lahko posledice teh odločitev pripeljejo do trpljenja drugih živih bitij ali pa druga živa bitja podpirajo enakovredno in ne povzročajo nobenega trpljenja. Vsak naj se torej zamisli sam nad sabo in kdor želi ta proces samospoznavanja pospešiti, ga vabim, da ne razišče Destiny Eye Process in se priključi temu izobraževalnemu programu, skozi katerega je možen tudi zaslužek, torej da delaš kot mentor in da to postane tudi tvoja služba in ti prinaša zelo velik osebni mesečni dohodek, ki se iz leta v leto izjemno povečuje. Hvala.